oddaja Radioaktivno. Vsak torek med 18 in 20. Sveža slovenska glasba. Glasbeni gostje. Doza slovenske glasbe. Lara Boruca po 14 letih predstavlja novo avtorsko skladbo Nabiram zvezde. 10. maja bo nastopila v auditoriju Portorož, kjer bo predstavila svoje stare uspešnice, nekatere izmed priredb ter seveda novo pesem. Boštjan vam jih več predstavim. V nadaljevanju. Skupaj se dotaknemo neba. Sreča, naša tok simple, kaj vam na svetu damo raj. Oglasijo se Roma Vukina, Tadi Tada, Orlek in Kauč. Narišem spomine, mladosti, ki mine. Radio stani low-key, medeni bloki, ker tule folk ti ne privoščira. Dalec stran, se mi zdi, da papagaji in volkovi bojo plesali. Najprej pa nam Plejade predstavijo novo skladbo Ne poveš. Ker jaz gledam te, ko ti gledaš me. glasbeni gost.
skupini Plejade, Dome na drugi strani, zdravo. Lepo zdrav. Mitološko ime ste si nadeli. Ja, drži, ja. Kako to? V bistvu, kar se mene tiče, meni je samo všeč zven besede, kar se tiče pa nekega globljega pomena, je pa v bistvu za to krivc naš kitarist Aleksi. Tako da bo na to vprašanje mogoče on kdaj drugič odgovoril. No. Jaz sem se samo strinjal z idejo in tako je nastalo. Ste tričlanska zasedba, 2 imeni si sedaj že omenil, kdo še potem tretji? Tretji je še Manuel Brajnik, basist. Drugače pa tebe poznamo že tudi kot solista. Ja, sem že izdal en komad Trip noči, zdaj pa se pridružil bendu, s katerim planiram ustvarjati. In kot je slišati, pridno ustvarjate. Koliko skladb je že pripravljenih? V bistvu zaenkrat je pripravljena, konkretno samo taka je zdaj od zunaj, se pa ravno zdaj s kitaristom menva, da bo drug teden si vzela par dni časa in se lotila zadeve malo bolj konkretno in posnela čim več glasbe, kot se bo dalo. Računam, da kakšne 3 komade. Pol pa preden pride vse to do studijskega snemanja konkretnega in iz spotov bo pa verjetno še vzelo kakšen mesec, 2. No. In aktualna je naslovljena Ne poveš. Ja. Nastala v majhni sobici v Ljubljani. Ja, Ne poveš sem v bistvu jaz napisal kakšno leto pa pol nazaj, kot ste rekli, v sobici v Ljubljani. Posnel sem tudi en demo, kjer je bilo v bistvu ritem, kitara, vokal, nek bas in potem smo se skupaj z bandom dobili in bi se glasbo posneli konkretno, torej s pravim basom, še z drugo solo kitaro in z bobni in tako je pol komad nastal. No. In kam vas žanrsko glasba najbolj vleče oziroma pelje? V bistvu smo še čisto v fazi nekega eksperimentiranja, tako da se mi zdi, da bo tudi vsak komad zaenkrat v svojo smer stremel k svoji zvrsti. Eni bolj jazzersko, eni malo bolj rockersko, eni malo bluzersko in kakšni tudi kakšne latino ritme. Še ne morem reči, da smo konkretno opredeljeni, no, se še iščemo. Aktualno spremlja tudi video, ki pa ima retro videz precej nostalgije. Ja, nekako smo si zamislili za ta video spot, da bi nam pasal biti posnet v takem retro stilu. Pa smo imeli tudi enega kolega, Jako Metelka, ki je to posnel z svojo Hitachi kamero, ki je iz nekih 80 ali 90 let. In smo neko simple zgodbo sestavili, katero v bistvu tudi malo nek behind the scenes look prikaže, tako da je vse malo bolj sproščeno. Vse nam je pa zdelo, da bi to najbolj pasalo z glasbeno, tak nek vintage look. Skladba je sedaj tu, v radijskih etrih. Domen že prej pa si omenil, da sedaj sledi nadaljevanje ustvarjanja. Bova pa aktualno pesem sedaj poslala tudi našim poslušalcem, zato česa ne poveš? Super, no. Spet opazim te na cesti, a ne poveš. Spet opazim te na cesti, a ne poveš, kam greš. Mogoče imaš me pesti in kaj se grem, ne vem. Zgleda spet bom pisal pesmi o tem, kako jaz gledam te, ko ti gledaš me. Čez pa si usojena, ne poveš, ker jaz gledam te, ko ti gledaš me. Čez pa si usojena, ne poveš. In vem, da se ne zdi, a ljubezen tudi stane, kot vsaka stvar, ki te zadane. Nič nedolžna reč nas naredi bolane, hkrati pa nam zaceli rane.
zavestijo, sej veš. Praviš važno, da se greš, iz meni bože, če ne smeš. Ti le misliš, me smešit, ker ti veš, da jaz gledam te, ko ti gledaš me. Če smo si usojena, ne poveš, ker jaz gledam te, ko ti gledaš me. Če smo si usojena, ne poveš. Jaz sem ptica brez smeri in iščem svojo senco v temi. Sem le majhno bitje, ko se toku prepustim, naj me odnese, ne bežim. Skupaj se dotaknemo neba, skupaj pristanemo nazaj na trdna tla. Vsak za sebe se v oblaku izgubi, mi smo ptice v iskanju smeri. Jaz sem ptica med zvermi, a diham, von svobode mi diši. Tebe vzamem s sabo, ker vse se lepše zdi, ko sem med svojimi ljudmi. Skupaj se dotaknemo neba, skupaj pristanemo nazaj na trdna tla. Vsak za sebe se v oblaku izgubi, mi smo ptice v iskanju smeri.
Išla je digitalna različica prvega albuma skupine Mašarik z naslovom Otroci cvetja. Ta prinaša 10 pesmi. Ob izidu albuma pošiljajo svež singel Skupaj, ki ga bo slišati na koncertu ob izidu albuma 15. maja v Kinu Šiška. V nadaljevanju ne prislušajte. Pesmi Kjer ajde več ni, ki jo predstavi Roman Vukina. Narišem spomine, mladosti, ki mine, narišem si polje, kjer ajda zori. Glasbeni gost. Roman Vukina v moji družbi, zdravo. Lep pozdrav. Se svet še vrti? Še zmeraj in se bo, po mojem. Dokler bomo mi zihar, ne. Skladba s tem naslovom je bila na začetku solo kariere, vmes si nanizal še kar nekaj skladb, ki so naletele na dober odziv. Ja, je nekaj odziva, bom rekel, ja, res je pa v bistvu se začel se v bistvu s to skladbo Svet se vrti, ki je v bistvu nastala v času, ko je korona prišla, ko nas je udarila korona in takrat naprej sem pol kratko, bom rekel, enega na leto naredim, no, nekako v povprečju in ja, tako. Tako v 10 letih bo potem tudi album. Pa jaz mislim, da bo kaj prej, ampak ja, če bo tako šlo s takim tempom, bo v 10 letih, ne sam bo, mora biti prej. Zdaj si tu z novo pesmijo naslovljeno Kjer ajde več ni. Tako je, to je pa ena taka malo nostalgična pesem, v bistvu, predvsem sem jo tako, par mesecev nazaj sem se šel sprehajati v kraj, kjer sem jaz včasih živel kot otrok, to je bilo v Dravljah, na obrobju Ljubljane. To je bil tak majhen naselje in z mojega vhoda, ko si ven prišel kot otrok, je bilo takrat tako, si imel pred sabo travnik in je bil ta travnik in pogled v desno in v levo tako neskončno v bistvu, ne. Tonska prijel z tega vhoda ven je tako, se zaletiš v betonsko stavbo, kjer je fitness, pogledaš desno je bowling, levo so neki zazidani na pol tenis placi, tako da, ne vem, v bistvu sem hotel povedati, kako v bistvu ta zelenje izginja, v bistvu še tist mal, kar ga je tako na obronkih ali pa v takih manjših naseljih, se še vmes pozida vse in tako da je tako mičken taka moja opaska na vse to. Pomeni, da se iz zelene džungle prestaviš v betonsko. Tako. Je zato tudi vzporedno črno-beli videospot? Tudi zato je v bistvu, da je malo taka nostalgična slika tudi pol v bistvu vzporedno in tudi v bistvu smo, te kadri so v bistvu nekje posnetih prav iz teh koncev, kjer sem jaz pač odraščal, v bistvu izdraval, sicer ne prav te bloki, kjer sem jaz živel, ampak ja. Je pa to pesem o realnosti današnjega sveta? Ja, mislim, da kar je, no, v bistvu, čeprav ta ajda, bom rekel, jaz sem imel v bistvu kot prispodobo vzel kot za zelenje, za travnike neskončne, ne. Skladba je tu, Roman, kako razmišljaš naprej? Ja, nič delati naprej, ni druge, kakor tako sicer imam nekaj zdaj že v glavi, tako da mislim, da bo letos sigurno vsaj še ena, tako da delamo. Bomo pa sedaj tudi slišali tvojo ta novo, zato kje ni več ajde? Ja, ne vem, v Ljubljani zihar ne. Tako da tukaj, kjer pa zdaj živim v Domžalah, bi pa mogoče celo najdel kakšen polje, kjer se to še sadi, v bistvu, tako še dosti tak domač okoliš in bi znal biti kaj tazga najdeti. Barve bil bi svet, če ugasnejo luči, kakšne barve je nebo, če oblaki so vmes, bi v temi zrasel cvet, bi v temi zacvetel, ko odgovor našel bom, bo takrat že ovenel, mlada duša, star poet. Zdaj drugače gledam svet, narišem spomine, mladosti, ki mine, narišem si polje, kjer ajda zori, vse tiste obljube, nedolžne poljube, pustil sem tam, kjer ajde več ni.
dan, veter me odpelje stran, v duši pa miru več ni. Sem zdaj se mudi, stare rane so odprte, novih pa ne štejem več. Polja so betonske krste, tam več ajda ne zori. Preveč korakov prehodil sem sam, odletel bi, a leteti ne znam. Narišem spomine, mladosti, ki mine, narišem si polje, ki rajda zori. Vse tiste obljube, nedolžne poljube, pustil sem tam, ki rajde več ni. Narišem spomine, mladosti, ki mine, narišem si polje, ki rajda zori. Vse tiste obljube, nedolžne poljube, pustil sem tam, ki rajde več ni. Znova poslušajte na YouTube kanalu oddaje Radioaktivno ter podcastu. Poslušamo radio, radioaktivno, radio, radioaktivno. Poslušamo radio, radioaktivno, radioaktivno. Gledam gor, kjer ne opazi vseh sprememb. Kar se dela je pogorelo, ni vode, ni dreves. Kar še ni izgubljeno, vedno bolj veni. Pa nam se zdi vseeno, ukvarjamo se z drugimi stvarmi.
Harpier so uspešno ujeli novi indie rock val s svojim prvencem Ne pusti in ga jahajo že z drugim singlom Grem nazaj. O skladbi, EP-ju, koncertu in še čem Matija. Zdravo! Zdravo, z vami sem Matija iz benda Harpier in danes vam z veseljem povem, da smo pred kratkim izdali naš drugi singel Grem nazaj. Tema komada je okoljevarstveni problem in naša ignoranca do njega in je neko pogled v prihodnost, ki se nam obeta, kjer bomo še hudo pogrešali te življenjske razmere, kjer imamo danes. Spot za ta komad smo posneli v ljubljanskem gledališču Glej s pomočjo prijateljev in pa tukaj bi rad pohvalil našega bobnarja Nika, ki ga je režiral in montiral sam. Zdaj kaj sledi? Sledijo še 3 komadi in pol vse te pesmi zapakiramo v EP. Ta EP bomo pa proslavili 21.6. s koncertom v Orto baru. Vstopnice bojo na voljo kmalu, jaz pa res želim, da se nam na koncertu pridruži še kakšen prleški obraz, da ne bomo obdani samo z ljubljanskimi. Do takrat pa uživajte v komadu in se vidimo v Orto baru. V nadaljevanju ne preslišite. Še nekaj svežih skladb. Give me good news, give me good news. Tell me something about you. Varnost vaša je sreča, naša tok simple, kaj vam na svetu damo raj. Oglasite se. Skupini Orlek in Couch. Dalec stran se mi zdi, da papagaji in volkovi bojo plesali. Malo z nami. Tadi Tada z novo skladbo Low Key. Meglio stani low key, mettili blocchi, ker tule fokti ne privošči rad. Glasbeni gost. V Velenje, kjer je Tadi Tada, Damir, zdravo. Lepo zdravo, Boštjan, ponovno. Hitro se obračajo tedni in lansiraš nove single. Ja, res je, hitro je prišel maj, zadnjega smo mislili dali februarja in 3 mesece naokrog, nov singel je tu. Mi se spet slišimo, tako da hvala ti še enkrat za support. 4 leta pa že minevajo od albuma King Kong, torej je čas za nov izdelek. Definitivno, album je pred vrati, novi singli so pred vrati, tako da mislim, da se začenja zdaj neka nova sezona. Goat season. Kako daleč si z njim? V bistvu je skoraj vse posneto, zdaj miksamo neke zadnje detajle, pa urejamo neke zadnje finese, pa neke goste še probamo dobiti. To je malo ratalo zamudno, ker je vedno težko uskladiti neke goste na koncu, ampak načeloma z moje strani je 90% vse pripravljeno. In kaj bomo lahko slišali v novem izdelku? Nov album bo imel, zdaj nismo še zbrali točno število skladb, ampak rečemo med 10 do 14, ker bo verjetno na koncu kak komad izpadel, pa bo mogoče pol šel kot posebej single, ampak definitivno fulene dobre glasbe, od ne vem, boom bap klasik do tako recimo ta no low key, do nekih trap zadev, do nekih bolj melodičnih zadev, tako da pripravite se kar na en dober moj nov izdelek. Kot pa prebiram na družabnih omrežjih, se učiš tudi peti. Kaj to pomeni, ne bo samo repal? Ja, v bistvu zadnje pol leta sem zdaj na gospodično pevske vaje, ker sem nekot na enih svojih referenih bridžih, partih imel potrebo potem, da razbijem malo to monotonijo samega repanja in enostavno včasih, tako sem napisal v zadnjem statusu, ne najdem nekoga, ki bi to speljal točno tako, ker si je zamislim in sem pač pol vzel stvari v svoje roke, da sem se pač odločil iti na neke pevske vaje, itak da se razumemo, nisem jaz nek vrhunski pevec, ampak znam neke melodike, nek svoj key izkoristiti, ko ga lahko pač pol, kako bi rekel, na komade nekot spuščam te melodije čez neke refrene, bridže in malo popestrim vse skupaj. Tako da ja, definitivno boste slišali tudi to od mene. In se prav veselim. Nova, s katero pa si sedaj postregel, pa je naslovljena Low Key, v kateri Tako. pa samo repaš. V bistvu ne, repam na partu, ampak je v refrenu lahko čujete že pač moje neke, če lahko temu rečem, pevske sposobnosti. In kako bi poslovenil naslov nove pesme? Low key, dobesedni prevod, nizka tipka. Drugače pa v mojem nekem prevodu oziroma našem prevodu tukaj v Sloveniji bi bil nek dobesedni prevod, rečemo povlečen ali pa kao bolj prikrit, kar pomeni, da pač v življenju vse, kar pač neko dosegaš ali pa vsa neka tvoja sreča, ki ti prihaja nasproti, je včasih mogoče bolj skrit, pa ostati low key oziroma povlečen, ker čim ljudje zavohajo, da ti nekaj gre bolj dobro ali pa da ti nekaj ratuje, kar mogoče njim ne, sploh v tem času, ko je vse toliko težje, zdaj zna postati to zelo zavidljivo in ti pol marsikdo hoče prekrižati pot. Tako da sporočilo komada je definitivno za mlade, da ostanejo low key in delajo pač, oziroma da so zavarovani v to neko svojo srečo in delajo to bolj potiho.
Na nek način to prikažeš tudi v videospotu, ki pa zgleda kot neka kriminalka. Je tako. Blaga kriminalka, če lahko temu tako rečem. Vsi smo šli čez to fazo, vsi smo stopili na prag ulice, vsi smo videli te stvari. Pač neko realno sliko prikazujem, kaj se ti lahko zgodi v zuni. Iz moje perspektive je to, bom rekel, neka moja zgodba, kaj sem jaz videl kot otrok, kaj se je prepletalo okrog mene in posod so spletke, posod so zanke, treba biti zelo previden. In še enkrat ponavljam, če ostaneš lovki, če nisi naiven, pa če malo misliš svojo glavo, mislim, da ti nima biti kaj hudega. Video si lahko poslušalci ogledajo na YouTubeu, pesem bova sedaj poslala tudi v naš radijski eter, zato tada, ali še komu verjameš? Verjamem sebi najbolj, svojim staršem, pa se najde kakaj izjema, od prijatelja, tako da. Verjeti pa zaupati je pa zelo velika razlika. Zaupam pa skoraj nobemu, tako lahko rečemo. Še sebi včasih težko zaupati. Yo folk, z vami je Tadi Tada in vi poslušate Radio Aktivno. Trava koks horst, tu se fila skos nos. Protipravno, odzamejo ti prostost. Dim je bolj gost, poletiš v kozmos. Jebeš Audi, hočem furat Rolls Royce. Tu so bobi razupiti ko želodec kruli, ker so broke in prihajajo iz ulic. Pa jih mami hitr denar, ko sirena tuli. Belo zlato, diamanti in dragulji. Zato je danes tudi uspeh, bit na nuli. In zato tega matule do kostijo guli. Vsako dni hitro repetira svoj krom, pa bi lahko bil tudi ogrožen tvoj dom. Zdaj se gleda sam denar, ker je tak trend. Za vsak cent, tu si hitr lahk plen. Ne se kurčit, lej ga nočeš bit brez, ker velik več, tu jih rabi hit cash. Rajo stani low-key, med temi bloki, ker tule folk ti ne privošči rad. Tu je polno skrbi, lopov ne spi, tu so lačne oči, lej ga noč in dan. Verjem, da ulice znajo biti nevarne, zato nobenmu ne verjamem. Nobenga tule ni, ko je veliko sranje, razen fotra in pa mame. Tu na hiter ti naredi zver past, ker plenilci so na preži cel čas. Lahko zameš za primer nas, tu po kraju skoz droga laufa ko Air Max. Telefon tu je kriptiran, tule folk lej ga krizira. Na beton tu se kriz liva, ko se kdo tu za dolgo cajta mi skriva. Tu sovražnik glumi ti prijatla, da te lahka pol zajebe ko bo šansa. Za denar jih poznam par, ki zajebali bi tule svojega brata. In ko si gor na vrhu enkrat boljši, ti večina njih tule ne privošči. Glumijo ti kao frenda, pol naprej, sam birajte, vidli tule dol na tleh. Rajo stani low-key, med temi bloki, ker tule folk ti ne privošči rad. Tu je polno skrbi, lopov ne spi, tu so lačne oči, lej ga noč in dan. Verjem, da ulice znajo biti nevarne, zato nobenmu ne verjamem. Nobenga tule ni, ko je veliko sranje, razen fotra in pa mame. Too
Free Kind širita dobre novice z novim singlom Good News, s katero sporočata, da potrebujemo več lepote, več veselja in dnevni odmerek dobrih novic. Good News bo tudi naslov nove mini plošče, ki izide septembra. Čez nekaj trenutkov. Skupino Orlek poiščemo punco Šohta. Daleč stran, daleč stran. Glasbeni gost. Letos je 35 let skupine Orlek, Mitja pa z mano. Zdravo. Zdravo, živjo. Že kaj praznujete? Ja, v bistvu težko bi temu rekli, da praznujemo, ne, ampak delovno, ne, se že kakšno leto pripravljamo na to, da smo začeli z blokiranjem koncertov in pripravami, kako in kaj bo za letošnje leto in seveda tudi snemanjem v studiu, posnetih nekih videospotov, tako da je delovno. Praznovanje je pred nas še vedno delovno. Bo pa osrednje praznovanje 5. oktobra. Ja, tako je. Čez poletje bomo imeli kar nekaj koncertov po Sloveniji. Ta osrednji koncert ob tej 35-letnici pa bo v Kino Šiška 5. oktobra, tako da early bird karte so že pošle v 2 dneh, v torek smo jih dali ven in potem v 2 dneh so pošle, tako da so pa še vedno karte po ugodni ceni v predprodaji. Bo ta koncert pregled vašega dela? Ja, no, na nek način, ja. Tudi program, naš koncertni program je sestavljen iz skladb, ki so iz prvih albumov, pa kasnejših albumov in tudi najnovejšega. Ne? Tako da je v bistvu nekakšen the best of, ki se v bistvu pač dela skozi vsa leta se skozi malo spreminja program, vedno so malo drugačne skladbe, recimo, ne vem, 20-25-letnici smo igrali drugačen program, seveda tisti glavni hiti, tistih 6, 7 ali pa 8 pesmi, ki so hiti, so pa v bistvu kar stalnica v programu. Ne? V minulih mesecih smo že slišali nekaj priredbe vaših skladb, ki ste jih v preteklosti izdali, tudi nekaj sodelovanj. Prihajajo tudi nove skladbe? Ja, tako je. Zdaj v bistvu danes predstavljava še to punco Šohta, ki je zadnja v tem sklopu predelav naših lastnih skladb. To so bile v glavnem pesmi, ki so bile na CD-jih, kvalitetne pesmi, ampak na CD-jih, kjer je bil neka pesem glavni hit, potem pa druge niso dosegle te prepoznavnosti in ta, recimo punca Šohta je ena izmed teh iz leta 95, ki je bila na albumu Adijo Knapi. Sicer se je ves čas, smo jo igrali na koncertih, je vedno bila prisotna, vedno je tudi zorela, aranžma se je malo dodeloval, malo spreminjal, kot tudi nekatere druge pesmi, ne? Ampak ni pa nikoli postala hit, ne? Čeprav smo v tujini, tudi recimo v Ameriki, smo največ CD-jev prodali na račun te pesmi, ne? So rekli, ko tisti CD hočemo, ko je ta pesem dol, ne? Tako da smo zdaj se pa odločili, da jo pač ponovno posnamemo. Smo jo posneli in bila je posneta že kakšno leto in pol nazaj in smo čakali, kaj narediti z njo in zdaj smo se odločili, da v bistvu naredimo duet vokalni s Hamotom, ne? Da bo Hamo najbolj pasal na to pesem. Tako smo ga poklicali in ko bomo probali, pa pošle demo in je zazvenelo fajn, smo rekli super, naredimo, ne? In to je tudi videti v videoposnetku? Ja, tako je. Tudi video smo potem v studio, ko smo še zdaj zadnjih pesmi povsem novih snemali, Ilhamo pa še posnet še to pesem in smo pa se odločili, da tudi kar v studio naredimo videospot studijski, tak poseben ambient, tako da smo naredili kar tak simpatičen videospot. Bova pa sedaj pesem poslala v naš radijski eter, video si lahko poslušalci gledajo na YouTubeu, zato Mitja, popelji nas v Šoht. Ja, Šoht, zdaj to je tako. Šoht ima 2 pomena. Šoht z malo je jamski upadnik. Šoht z veliko je pa rudarsko naselje, kjer so pač rudari živeli s svojimi družinami, so bile hiše, večstanovanjske hiše. In ta punca pač si je zaželela malo boljšega življenja, kot pa tega trpskega, knapovskega življenja, pač tudi bolj revnega življenja, si je zaželela nekaj več in je odpotovala čez lužo v Ameriko, da bo pač za boljšim življenjem. Ampak nakar spozna, da tudi tam ni vse idealno in potem piše pismo mami, da domov, da je tam treba za vsak dolar fajn trpeti in tudi fajn garati, da ni tako lepo in da se tam tudi ne da več držati, da tam ne da več trpeti, ne. Tako da verjetno je potem prišla domov, no, pesnik, naš pevec Vlado nam ni tega povedal, ali je prišla domov ali ne. Je zaključil pesem na ta način, odprto.
Sem Mitja skupine Orlek in vsem Orlekom je še posebej všeč oddaja Radioaktivno na Radio Prlek. Nekoč na šohtu je živelo dekle, ki želelo je čez širno morje, nekam daleč, neki čisto drug svet, kjer se dalo bo drugače živeti. Daleč stran, daleč stran. Čez širno morje, pozabila je na naše gore, v tisti pravi čudoviti svet, kjer se dalo bo drugače živeti. Daleč stran, daleč stran. Kmalu punca je spoznala ta svet, kjer za dolar treba fajne trpet, kjer kot žval garaš noči in dan in na koncu crkneš čisto sam. Daleč stran, daleč stran. So se naše gore, želela je nazaj čez širno morje. Zakaj učila se ta prekleti svet? Mama, tukaj se ne da več živeti. Daleč stran, daleč stran. Znova poslušajte na YouTube kanalu oddaje Radioaktivno ter podcastu. Kaj ti ful dogaja, kje je električen stol, kakšna električna ograja. Ne bodite no smešni, se ljudje niso žvina, to je bled za izbrane. Družba fina, kdo zasluži prestiž, naša firma ne odloči, to je odvisno od človeka in kako si life natoči, kako ga fura, kako si ga kuje, komu se kaže in komu dokazuje. Ni važna barva las, sploh pa ne veroizpoved, res nas ne briga ta past ali prepoved, kakšna ekstra vraž, občudovanje, malika obsedenost, s čimerkoli tuče je sam slika ne teža, rast oblika jako skrika, kaj te mika, kaj poklika in kaj voli, niti spoli ne mozoli, izobrazba in ne plača, sam bo dober, to se splača, to opazmo, prepoznamo, kar na svetu se ti vrača.
čas smo frej, si mislil, da boš tako na vrsti mal hitrej. Nismo sodniki, ne izbiramo mi, to je božja volja, blagoslov ljudi. 5 zvezdic, penzion, privat, obala, avion, steklo, jeklo in beton, remek, delo, paviljon. Varnost vaša je sreča, naša tok simple, kaj vam na svetu damo raj. Smetnjaki so izdali nov singel Guantanamo, to je prva vrsti pesmi, ki jih že lahko slišite na njihovih koncertih in je vsaka zase postopen, skupaj pa konkreten odmik od ska punka, ki so ga definirali na EP-jo. Da preslišite še Tvojega papagaja skupine Couch. Se mi zdi, da papagaji in volkovi bojo plezali. glasbeni gost. Preverim, ali je Couch na Couchu. Tine, lepo zdrav. Pozdravljeni, pozdravljeni. Si na Couchu ali ne? Trenutno nisem, sem zraven, poleg. Usedi se name je vaš prvi singl, s katerim pa ste dobro opozorili nase. Ja, v bistvu Usedi se z mano je bil prvi singl, ki smo ga izdali, zdaj je pa na voljo že drugi, ne? Slišati je, da ne mirujete in druga je naslovljena Tvoj papagaj. Tako, ja. Kaj želite sporočiti z naslovom? V bistvu je ta komad napisal Žan Lenarčič, naš bobnar, in v bistvu to predstavlja njegove zadeve iz otroštva, neko zgodbico, neki iz otroštva iz nekaj časa nazaj, no. Zanimivo je, da je tokrat na vokalu bobnar. Tako, ja, pač to je njegova pesem, on je napisal in on je tudi odpel, ne. Ja, pa smo pač spremljali zraven. Upam pa, da gospodična ni več jezna na njega. Ja, upamo, da ne, no. Videa tokrat niste posneli na Couchu? Ne, video na Couchu je eni edini, ne morejo biti dva, ne, taka. Tako da ta drugi spot smo v bistvu posneli malo v naravi, ne, forma Viva v Luciji, tako da, mislim, meni je zabaven, no, nam je zabaven. To si lahko poslušalci gledajo na YouTubeu. Tine, kako pa razmišljate naprej? Ja, nič, zdaj čim prej še in pol album, ne, pa bo že čas. Kdaj ga načrtujete? Načrtovali smo ga na začetku poletja, ampak smo se zdaj v bistvu odločili, da boljše bi bilo, da bo konec poletja. Tako. Do takrat pa verjetno še kakšen singl. To je pa še en singl, ja, tako, tak je plan. Bova pa sedaj ta aktualno spustila tudi v radijski eter, zato kaj se skriva za njeno masko? Za njeno masko se skriva, poslušajte, pa boste slišali, ne? O gospodična, si še jezna name. Tvoj papagaj ne straži mi več rane. Zvečer, ko sam si s sabo, ne vem, kaj naj naredim. Natočim viski z ledom, se mislim prepustim. In ko te vidim, se mi zdi, da papagaji in volkovi bojo plezali. Še vedno te iščem, še vedno mi dišiš. Ko vidim te v kopalkah, ne gledam v oči. Ne slišim, kaj mi praviš, v mislih gola si. Sem že pripravljen, pri tebi da ne spim.
volkovi bojo plesali. Aha, 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 a za tvojo masko skriva se kači obraz. Ko ste seksi telesom, slaviš me v svojo past. Aha, Več informacij na YouTube, Facebook in Instagram kanalih oddaje Radioaktivno ter podcastu. Pred koncem še pogled v prihodnji torek, ko se z albumom Auf Wiedersehen oglasi skupina Koala Voice. Boštjan za konec vrtim še Gasos Band, ki predstavlja dve nove pesmi, Žur za znored in Cvetje. Slednje prihaja tudi v eter, melodijo pa boste ljubitelji slovenskih filmov hitro prepoznali.